Spoštovane državne svetnice, spoštovani državni svetniki, en lep dober dan, seveda tudi vsem vabljenim, prisotnim. V skladu z drugim odstavkom 34. člena Poslovnika Državnega sveta ugotavljam, da smo sklepčni, trenutno nas je 25, zato mi dovolite, da pričnemo z 22. izredno sejo Državnega sveta, ki je sklicana na podlagi 53. člena Zakona o Državnem svetu, prvega odstavka 30., 32. in 75. člena Poslovnika Državnega sveta. Ugotavljam, da so se za današnjo sejo upravičili državni svetniki in svetnice Drago Đura, Mitja Gorenšček, magister Marko Zidanšek, Branimir Štrukelj, Aleš Pulko, Bojan Borovnik, Lidija Jerkič, David Klobasa in Dejan Crnek. O sklicu seje sem obvestil predsednico Državnega zbora magistrico Urško Klakočar Zupančič in predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba. Na sejo smo povabili dr. Valentino Prevolnik Rupel, ministrico za zdravje. S sklicem izredne seje ste v torek 28.10. v elektronski pošti prejeli dnevni red, ki pa se glasi: predlog odložilnega veta na zakon o psihoterapevtski dejavnosti. Prva točka dnevnega reda se je nanj uvrstila skladno s 75. členom Poslovnika Državnega sveta, ki govori o tem, da se pobuda za sprejem odložilnega veta, ki izpolnjuje pogoje določene s tem poslovnikom, uvrsti na dnevni red seje Državnega sveta brez razprave in glasovanja. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda, to je predlog odložilnega veta na zakon o psihoterapevtski dejavnosti. Med nami lepo pozdravljam gospo Jasno Humar, generalno direktorico Direktorata za zdravstveno varstvo na Ministrstvu za zdravje. Državni zbor je zakon sprejel na 35. seji 23. oktobra. Po elektronski pošti ste ga prejeli naslednji dan, priložen pa je tudi sklicu k današnji seji. Sklicem izredne seje ste 28. oktobra prejeli predlog odložilnega veta interesne skupine negospodarskih dejavnosti ter predlog zahteve Državnega sveta, ki je pripravljen na podlagi predloga prej navedene interesne skupine. Predlog odložilnega veta je obravnavala pristojna komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Poročilo komisije pa ste prejeli tudi po elektronski pošti in to danes. Prosim, da morebitne amandmaje vložite v pisni obliki. Sedaj pa sprašujem predstavnika predlagateljice predloga odložilnega veta, da poda obrazložitev njegove vsebine. Besedo ima državni svetnik Jožef Školč. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, spoštovana predstavnica Ministrstva za zdravje, dovolite, da na kratko povzamem predlog naše skupine za sprejem tega veta. Temeljiti razlogi so zapisani v tekstu in kot sem bil sam, ste bili tudi vi verjetno zasuti z številnimi drugimi informacijami in pozivi k sprejemu oziroma nesprejemu tega veta. Za začetek bi rad povedal, da ko smo tehtali ali vložiti veto ali ne, bili tudi v naši skupini v neki dilemi, kajti gre za področje, ki potrebuje svojo ureditev res že zelo dolgo časa in bom rekel, ta slaba regulacija oziroma neregulacija povzroča kar veliko težav, zapletov in tudi nesporazumov. Druga stvar, ki bi jo rad povedal, je, da je Državni svet igral kar precej proaktivno vlogo v sprejemanju tega zakona oziroma oblikovanju predlogov za rešitve v tem zakonu in je bil v tem prostoru opravljen temeljit posvet na to temo. Do teh rešitev se je opredelilo matično delovno telo in tudi kot zainteresirano delovno telo Komisija za
izobraževanje, kulturo in tako naprej, da ne naštevam. Na teh dveh komisijah je bilo podano tudi lepo število predlogov, kaj bi bilo potrebno urediti za to, da bi bile rešitve sprejemljive za vse, ki si želijo, da bi bil ta poklic reguliran in ta dejavnost ravno tako regulirana. V zadnji fazi je Državni zbor sprejel nekaj popravkov, vendar po naši oceni ne dovolj, zato da ne bi bilo potrebno opozoriti na probleme, ki bi jih ta zakon, če bo stopil v veljavo, vnesel v naš prostor. Ni težava, da so določene rešitve prinesene, težava je, da prinaša rešitve, ki so precej problematične in sistemsko, bom rekel, sistemsko neurejene. Osnovna težava je v tem, da zakon nekako ne ločuje med svetovanjem in zdravljenjem, da rečem po domače, in da na nek preprost način opredeli psihoterapijo kot zdravstveno dejavnost, dostop do tega, bom rekel, poklica psihoterapevta pa na način, kot ni običajno za ljudi, ki delajo v zdravstvenem sistemu. Standard za dobiti to licenco je drugačen od standarda, ki ga morajo izpolniti ljudje, ki so pač psihiatri, klinični psihologi in pediatri, ki delajo z otroci. Zahteva se različna raven znanja in vsa strokovna združenja, in naj rečem tukaj, da mi radi rečemo, da smo zastopniki tega, da prenašamo mnenja strokovnih združenj v ta prostor in oblikovanje predlogov. Vsa ključna strokovna združenja tem rešitvam nasprotujejo. Tako kot so formulirane. Če jih naštejem, kjer so vse to mogoče, tu je preko 40 razširjenih strokovnih kolegijev, so klinični centri, je Zdravniška zbornica Slovenije, so pedagoške fakultete, ki izobražujejo, in so obe filozofski fakulteti, in kar je nenavadno, celo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je podalo zadržke k temu, da bi preko tega zakona vzpostavljali nek vzporeden sistem vstopa v šolski prostor. Seveda pa te psihoterapevtske storitve s tem zakonom stopajo tudi na druga področja, na socialno varstvo, v pravosodje, obrambni sektor, in to so pa službe, ki že imajo na svoj način urejeno pač področje pomoči, svetovanja in tako naprej z tega področja. Se pravi, mi bi s tem zakonom omogočili nek vzporedni sistem tistim rešitvam, ki jih že imamo. Ključno pa je to, da bi pravzaprav z tem zakonom na nek način dobili, da poenostavim, zdravstvene delavce brez zdravstvene izobrazbe. To pa pomeni veliko nevarnost za uveljavljanje vseh, bom rekel, rešitev, ki jih pač ljudje potrebujejo, kadar imajo zdravstvene težave.
ne bi zdaj našteval, na kakšen način vse bi bilo mogoče priti do tega poklica, ampak to bo vneslo strahovit razdor, če si predstavljate, da bodo morali ti ljudje, ki bodo kvalificirani za opravljanje tudi teh storitev, podati recimo neko diagnozo, predpisati neko zdravljenje. In tu je ta ključ, kjer mi opozarjamo na to, da je potrebno ločiti med svetovanjem in ločiti med to zdravstveno dejavnostjo, in mislimo, da bi bilo relativno preprosto z deležniki, ki so v vse to vpleteni, bom rekel, predvsem upoštevanjem strokovnih odločitev, pripraviti zakon, ki bi te stvari odpravil in to področje uredil. Ne bi govoril o vseh teh stvarih, ki so povezane z tem, da tudi zdravstvena blagajna nima zagotovljenih, kot pravijo, sredstev za uveljavljanje, za implementacijo tega zakona. In če si vi predstavljate, da mi lahko s tem zakonom opredelimo še neko dejavnost, nimamo pa sredstev za to, niti v tem trenutku kadra, recimo, da bi do kadra prišli po tej poti, pustimo zdaj, da se spet vrnemo v krogu v to, ali je to kader, ki lahko rešuje zdravstvene težave, je težava v tem, da je to v nekem smislu račun brez krčmarja. Zato vas, kolegice in kolegi, prosim, da ta veto podprete in da podprete tudi našo pobudo, da v naslednjem poskusu te pomanjkljivosti predlagatelji odpravijo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Školc, za vašo predstavitev. Zdaj pa ima besedo predstavnica predlagatelja zakona, da predstavi stališče. Besedo ima gospa Jasna Humar, generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo na Ministrstvu za zdravje. Izvolite. Hvala za besedo, gospod predsednik, spoštovane svetnice, spoštovani svetniki. Zakon o psihoterapevtski dejavnosti nastaja že 20 let. 20 let je že, kar so bile podane prve pobude, da se to področje uredi in kar je bilo prepoznano, da področje ni pravilno urejeno. V tem sklicu in v tej vladi zakon pripravljamo že 3 leta. V tem času so potekali številni pogovori, dogovori z različnimi skupinami stroke, z različnimi skupinami uporabnikov. Ob vsem tem se zavedamo, da psihoterapija tako ali drugače v Sloveniji obstaja. Če vtipkate v Google psihoterapevt, boste naleteli na stotine objav, reklam, inštitutov, skupin, klinik, ki trdijo, da imajo certificirane psihoterapevte in da so za vas v tem trenutku najboljši. Lahko si izberete, kakšnega fizioterapevta boste imeli, imate slikce, kako kjer izgleda, kjer vam je najbolj všeč. Skratka, psihoterapija v Sloveniji ta trenutek obstaja. Sprašujem pa se in vsi se sprašujemo, kakšne so te licence, ki jih ti psihoterapevti imajo, kakšne so te specializacije, ki jih ti psihoterapevti reklamirajo. In ni odgovor dobre ali slabe, prave ali napačne. Odgovor je ne vemo. Ne vemo je odgovor zato, ker je to področje, ki je popolnoma neregulirano. Že v trenutku, ko je bilo Ministrstvo za zdravje tisto, ki je bilo identificirano kot ministrstvo, ki naj pripravi zakonodajo o psihoterapiji, je bilo seveda jasno, da je to zdravstvena dejavnost. Ker ne vem, zakaj bi se drugače sploh Ministrstvo za zdravje ukvarjalo s to tematiko.
Psihoterapevti se ukvarjajo z ranljivo skupino ljudi. Res je. Ranljivi smo ne samo takrat, kadar gre za duševno bolezen, ampak tudi takrat, kadar smo v stiski in potrebujemo pomoč zaradi takih ali drugačnih duševnih okoliščin. Pa vendarle, ta trenutek ljudje, ki iščejo pomoč psihoterapevta, nimajo nobene zaščite. Ker niso zdravstvena dejavnost, za njih ne velja zakon o pacientovih pravicah. Ne morejo iskati pomoči zastopnikov pacientovih pravic, ne morejo iskati pomoči Komisije za varstvo človekovih pravic, pacientovih pravic, se opravičujem. Lahko iščejo pomoč, ne vem, tržnega inšpektorata, lahko iščejo pomoč zaradi kršenja pravic uporabnikov, ampak to ni to. To so ljudje, ki so pomoč poiskali zaradi svojega zdravja v širšem smislu. WHO pove, da zdravje ni samo odsotnost bolezni, zdravje je tudi duševno in socialno blagostanje. Torej, odgovor na to, ali je psihoterapija zdravstvena dejavnost, je povsem jasen, seveda je. In odrivanje tega v druge vode je lahko v interesu samo tistim, ki ne želijo, da se področje psihoterapije uredi, ki ne želijo, da se ljudje na področju psihoterapije izobrazijo. Predlagatelji naštevajo številna strokovna združenja, ki psihoterapiji urejeni, tako kot je predlagano v tem zakonu, nasprotujejo. Ja, res je, podpisalo je več kot 40 razširjenih strokovnih kolegijev. Pa v resnici so samo 3 tisti, ki karkoli vejo od psihoterapije. Oprostite, razširjen strokovni kolegij za kirurgijo. Jaz sem kirurg. O psihoterapiji sem se največ naučila v zadnjih mesecih, ko sem se ukvarjala z zakonom. To, da si zdravnik, ne pomeni, da kaj veš o psihoterapiji. Moraš biti klinični psiholog, psihiater ali pedopsihiater. O tem lahko sploh karkoli rečeš in poveš o tem. Ob tem imamo pa seveda številne ljudi in številna združenja, ki imajo psihoterapijo kot svojo edino karierno pot. Ki niso zdravniki, so pa psihoterapevti. In te ljudi želimo na primeren način vključiti v zdravstveni sistem. Primeren način pomeni s temeljitim preverjanjem njihovega znanja in zavezo k poklicnemu kodeksu. A veste, psihoterapevti, ki danes delajo z najbolj občutljivimi, najbolj ranljivimi, nimajo svojega poklicnega kodeksa sprejetega. Tudi to zahteva ta zakon. Zahteva ustanovitev zbornice za psihoterapijo, zahteva sprejetje kodeksa, zahteva, da se bodo vsi psihoterapevti tega kodeksa držali in predvideva globe in sankcije. Sam zakon, poleg tega z vključitvijo v zdravstveni sistem, padejo tudi pod vpliv vseh ostalih zdravstvenih zakonov. Torej, veljajo zanje tudi vse globe in sankcije, ki veljajo za vse ostale zdravstvene delavce. In izjema vključenju v zdravstveni sistem, brez da bi imeli poklic z področja zdravstva. Pa saj niso edini. Saj v zdravstvu imamo fizike, imamo pedagoge, pa imamo še koga, ki ni rezultat šolanja na zdravstveni ali medicinski fakulteti. Naredijo pa strokovni izpit pri Ministrstvu za zdravje in strokovni izpit je predviden tudi za psihoterapevte. Ne samo to, za psihoterapevte so predvideni strožji pogoji kot za marsikaterega koli drugega zdravstvenega delavca. Poleg tega, da morate za vstop v izobraževanje za psihoterapijo imeti 8. stopnjo izobrazbe, to pomeni univerzitetno izobrazbo. Sam zakon predpisuje še 2680 ur in najmanj 4 leta usposabljanja. Res je, usposabljanje in vsebine usposabljanja niso povsem natančno
naštete v zakonu. Ampak se veste, tudi za specialista kirurga niso. To je nekaj, kar sprejme zbornica, to je nekaj, kar je podzakonski akt, ki ga sprejme in potrdi ministrstvo, in enako predvideva ta zakon tudi za psihoterapevte. Še več, psihoterapevti bodo morali opraviti dodatno šolanje za vsak pristop, ki ga bojo izvajali. In sicer dodatnih 680 ur. Povejte nam, kirurgom, da moramo za dodatno operacijo, ki jo bomo delali, na 680 ur izobraževanja. Nemogoče, noben ne bi sprejel tega. Poleg tega je eden izmed očitkov, da bodo lahko samostojno delali že po 120 urah ali posplošeno, kot so napisali predlagatelji, po 3 tednih. Prosim, preberite natančneje zakon. Prvo govorimo o 240 urah teoretičnega izobraževanja in drugo govorimo o najmanj 1 letu. Torej, po 1 letu in po 240 urah teoretičnega izobraževanja se bodo lahko vpisali na listo kandidatov za psihoterapevta in delali pod nadzorom. Tako da toliko okrog izobraževanja. In še nekaj dodatno prinaša ta zakon. Ta zakon daje psihoterapevtom obveznost, da v primeru, da prepoznajo psihično bolezen, napotijo pacienta k psihologu. Obveznost. Te obveznosti ta trenutek nimajo. Delitev, kdaj je psihoterapija samo podpora in kdaj je zdravljenje. A veste, to je tako kot delitev tega, kdaj ima človek duševno bolezen in kdaj je v stresu in v stiski. Nemogoče je. Tu gre za prehajanje iz enega stanja v drugo. In ne, ni res. Ta zakon ni nastal zaradi reševanja dolgih čakalnih vrst v zdravstvu. Ta zakon je nastal zaradi konkretne potrebe ljudi, ki se vključujejo v psihoterapevtske obravnave, pa ne dobijo tistega, kar jim je bilo obljubljeno in kar so si želeli. Ne samo to, ne da se jim stanje ne izboljša, lahko se jim celo poslabša in se nimajo v resnici na koga obrniti, ker niso zdravstvena dejavnost, niso pacienti in se Ministrstva za zdravje ta trenutek ne tičejo. Kar se tiče zdravstvenega zavarovanja in denarja, ja, zakon predvideva možnost vključitve te storitve v košarico pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja. Je ne vključuje direktno, omogoča možnost. Najprej mora biti ustanovljena zbornica psihoterapevtov, potem morajo biti postavljene strokovne podlage in potem lahko zavod za določene indikacije to vključi v košarico pravic. In potem se lahko izračuna, koliko bo to stalo. Tudi zakon predvideva, da bo to zelo postopno vključevanje, premišljeno in res tam, kjer od tega lahko pričakujemo dodano vrednost. Tako da so skrbi in pomisleki o tem, da bo zaradi psihoterapije okrnjeno financiranje drugih storitev na podlagi duševnega zdravja, ta trenutek seveda povsem odveč. Tudi država in ministrstvo se ves čas zavezujejo, da bodo krepili klinično psihologijo in psihiatrijo. Nenazadnje imamo uvedeno že nekaj let financiranje specializacij klinične psihologije strani Ministrstva za zdravje. Tako da ministrstvo absolutno prepoznava, da je to zelo pomembno in da za tiste ljudi, ki imajo res duševne bolezni, ki zahtevajo multidisciplinarne time z psihiatrom in z kliničnim psihologom, za tem moramo narediti več in jim moramo dati to možnost. In bomo še naprej. Analiza stanja. Ali ste analizirali stanje? Ja, smo poskušali, ampak, ker področje ni regulirano, je nemogoče vedeti, kdo to počne. Je nemogoče vedeti in zahtevati od njega, da nam pove, kakšno izobrazbo ima. Je nemogoče zahtevati od njega, da nam pove, po kakšnih standardih kakovosti in varnosti dela. Je nemogoče ugotavljati, kakšni so rezultati njihovega zdravljenja. Je nemogoče.
ker jih ni, ker ne obstajajo. V zdravstvu ne obstajajo. Tako da, spoštovane svetnice in svetniki, razumem vse vaše pomisleke. Vedno je tako, ko urejamo neko novo področje in prav je tako, da o tem zelo široko govorimo in se zelo široko pogovarjamo, vendar ministrstvo je prepričano, da je ta zakon nujno potreben. Da je potreben zato, da lahko to področje začnemo urejati in da moramo nehati tiščati glavo v pesek in se delati, kot da to v Sloveniji ne obstaja. Tako da lepo prosim, če lahko tudi sami vsem svojim znanjem, vedenjem in modrostjo tudi danes presodite, da je to nekaj dobrega za državo, predvsem pa nekaj dobrega za vse naše državljane. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Humar, za vašo predstavitev. Prosim poročevalca Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, da predstavi poročilo komisije. Za njega predsednik komisije, državni svetnik Danijel Kastelic. Izvolite. Predsednik, hvala za besedo. Lep dober večer, kolegice in kolegi. Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, zdravstvo in invalide je predlog odložilnega veta na zakon o psihoterapevtski dejavnosti obravnavala danes popoldne in komisija je predlog odložilnega veta tudi podprla. Hvala. Hvala lepa, gospod Kastelic. Zdaj pa najprej dajem besedo predstavnikom interesnih skupin. Če ni interesa, sprašujem državne svetnice in svetnike, če želite razpravljati. Ja. Izvolite, besedo ima državni svetnik Marko Staroveški. Svetnice, svetniki, tako kot sem tudi na komisiji že na to razpravljal, bom pač to razpravo ponovil in naj povem, da je tudi predstavitev gospe Jasne Humar kot zdravnice bil zelo temeljit in kot zdravnica stoji za tem zakonom in tem predlogom. Če pogledam ta zakon po namenu, da smo vsi v Sloveniji, vse stroke pravzaprav enotne, da je to področje nujno potrebno urediti, da ta regulativa mora postati, kajti trenutno ne obstaja za to ničesar. Psihoterapija pa med tem časom obstaja, poteka in to predvsem zaradi potrebe ljudi. Ne bom rekel, da so pacienti, ampak to so ljudje z težavami, ki iščejo pomoč. Pomoč pa najdejo v teh primerih v psihoterapiji, ki ni sestavni del zdravstva. Po vsebini pa lahko zakon rekel v parih alinejah. Kot prvo je zakon vložilo Ministrstvo za zdravje in potrdila vlada. In če je Ministrstvo za zdravje ocenilo, da je nujno potrebno regulirati to področje, smatram, da je vredno to tudi podpreti. Pri samem predlogu me motijo očitki, da je zakon pripravljen v nekem ozkem krogu na podlagi specifičnih interesov oziroma posameznih interesentov, interes nekaterih. To moram reči, da morajo obravnavati drugi organi kot KPK ali pa kdo drug. Področje spada med ministrstvom in zdravje in seveda veliko bolj, bi rekel, sorodno je še z socialnim varstvom. Kako skombinirati to med enim in drugim, ne znam si predstaviti, ampak vsekakor gre za socialno pomoč. Predlog zakona prinaša prvo stopnjo regulacije. V sebi ima tudi način izobraževanja in ima dobro osnovo za nadgradnjo.
Veliko vzorov lahko iščemo v Avstriji in v Nemčiji, ki so regulirali to področje in ne spada več v osnovno zdravstvo kot tako, ampak je regulirano na drugem področju. Zato bi bilo primerno, da v prihodnosti tudi mi iščemo pot v tej smeri. Posebej je omenjen tu zopet, gre za denar, gre za financiranje in nekje je navedeno, da je neka ocena 20 milijonov na leto, čeprav pustimo to v stran. Gre za pomoč ljudem, ki so v stiski. Takrat bi 20 milijonov bilo verjetno zelo malo. Kar se tiče poklica psihoterapevtov, izobraževanja že obstajajo, ki pa niso vključeni v sistem izobraževanja v Sloveniji. Ampak je nastalo izven, predvsem lahko omenim dva, oba tudi malo poznam, Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta. A je to napaka, ker je to pač v teološki fakulteti? Jaz smatram, da ni. Univerza Sigmunda Freuda je sicer uvoz neke prakse iz Avstrije, kjer imajo to področje urejeno. Vsekakor je potrebno urediti, regulirati izobraževanje v Sloveniji, ker je to nujno. In verjamem, da bojo ravno tako ta dva naslova primerna za naprej. Izjava, da pač stroka nasprotuje temu predlogu zakona. V tem lahko rečem, koliko strok pa mi tle imamo. Mi imamo medicinsko stroko, ampak obstaja že psihoterapevtska stroka. Jaz jo smatram, da je relevantna, da to ni nekaj obrobnega, ker se nekje 5-6 ljudi izmisli in enostavno to vpelje. Zato te dve stroke imajo različne poglede. Ampak vsi pa govorijo, da bi delali v dobro pacientov oziroma v dobro ljudi, ki v stiski. Zato je potreben res premislek in narediti prvi korak. Velikokrat smo že, pa bom ponovil to izjavo, sprejemamo zakone tudi, če so slabi. Samo, da jih imamo. V tem primeru pa lahko rečem, da je to prvi korak. In verjamem v to, da bo iz tega prvega koraka nastal nadaljnji razvoj in da se bo ta zakon še velikokrat spreminjal. Oziroma dopolnjeval, tako kot smo za veliko zadev obravnavali tle pri nas. Ne bi citiral teh zakonov, ker jih je relativno veliko. Škoda pa je, da ne obstaja možnost četrtega branja. Kajti mogoče bi z četrtim branjem, z tem, da bi dali zahtevo, da se še dopolni zakon in nadgradi, na žalost, zakonodajni postopek je tak, da mi pač vlagamo veto, ga potrdimo ali ne potrdimo. Zakonodajni postopek bo šel naprej in bo pač zakon v Državnem zboru ali potrjen ali zavrnjen. Na žalost ga ne moremo dopolniti več, ker je takšen, kot je končni predlog. Jaz sam ne bom podprl tokrat veta, ker verjamem, da je regulativa nujna. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Staroveški. Želi še kdo razpravljati? Ne vidim interesa, zato zaključujem razpravo in sprašujem, če želi predlagateljica zakona podati kakšno dodatno obrazložitev. Izvolite, gospa Humar, beseda je vaša. Samo na hitro, da se odzovem na nekaj predlogov in pomislekov gospoda Staroveški.
Ja, zakon se bo sigurno spreminjal s časoma, ampak ne zaradi tega, ker je zdaj ta trenutek slab, ampak zato, ker je to zakon, ki postavlja temelje neke stroke. In seveda, ko se bo stroka spreminjala, razvijala in rasla, bodo tudi potrebe po spremembi zakona, in to je nek naraven proces in mnogo dobrih zakonov je, ki se spreminjajo zaradi tega, ker se svet, znanje, vedenje in potrebe spreminjajo. Še enkrat tudi poudarjam, da zakon ni nastal v ozkem krogu, vključeni so bili številni deležniki, ogromno pogovorov, sestankov je potekalo, je pa na žalost v Sloveniji tako, da imamo vsi navado reči, kadar rešitve, ki so sprejete v zakonu, niso take, kot so bile predlagane, ja, nismo bili vključeni v to, in tu mislim, da je zgodba, ker na žalost so bile tu rešitve tako diametralno nasprotne, da pravzaprav nismo upoštevali ne ene, ne druge strani v popolnosti, ampak smo pa poslušali vse. In edina predlagana alternativa temu zakonu, ki bi lahko zaščitila naše državljane, je prepoved psihoterapije izven zdravstva. Mislim pa, da vemo, kaj bi to naredilo z dostopnostjo, in mislim, da vemo, da je to nekaj, kar bi bilo izjemno slabo in katastrofa. Zato vas še enkrat prosim, dovolite Ministrstvu za zdravje, da stori ta prvi korak in dovolite državljanom, da bodo imeli varno in učinkovito psihoterapijo. Hvala. Hvala lepa, gospa Humar. Besedo pa ponovno dajem pobudniku, predlagatelju veta, državnemu svetniku Jožefu Školču. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani predsednik, kolegice in kolegi. Po tej, bom rekel, zelo kratki diskusiji in pojasnitvi strani Ministrstva za zdravje še bolj razumem vse tiste ljudi, ki se počutijo frustrirani, ker niso dosegli nekih, bom rekel, strokovno utemeljenih argumentov za sprejem drugačnih rešitev, kot jih ta zakon prinaša. Zelo preprosto je reči, da ni mogoče vseh upoštevati, če so pač stališča diametralno nasprotna. Jaz to trditev razumem, ampak ko se uveljavlja sistem, ni to vprašanje komu ustreči, ampak kako priti do rešitev, ki naredijo sistem odporen, vzdržen in da prinaša, bom rekel, ustrezne rešitve. Tudi delim pač to misel, da je področje psihoterapije v Sloveniji neurejeno, in seveda mi ne pade na pamet, da bi rekel Ministrstvu za zdravje naj doseže prepoved. Sprašujem pa se, zakaj ne naredi več z instrumenti, ki jih ima na razpolago znotraj zdravstvenega sistema, da bi bila ta da bi bili pač ljudje, da bi jim bilo dostopno te storitve. To ni posledica samo tega, da je neurejenost, in posledica tega, da nekdo izvaja nek biznis, ampak je posledica slabe zdravstvene politike. Zagotovo. To ne moremo drugače razumeti, in do sedaj ne pridemo s tem, da rečemo, za tem zakonom, ki sicer ni ustregel vsem in kjer se je veliko število zdravnikov, kot je bilo rečeno, izjasnilo, da mislijo, da to ni v redu, in se jim mogoče, ne vem, tudi upravičeno odreka pravica do tega, da imajo svoje mnenje, ampak
proti temu so bili tudi tisti 3 strokovni kolegi, če jaz razumem, ki pa so, kot ste rekli, pristojni za to. Izrazito proti so bili, ampak tudi njih niste upoštevali, če ste druge ignorirali. To je težava. Potem ste rekli, da je tu, da obstaja stotine teh ponudnikov. To vsi vemo, cel čas, da obstaja, ampak to pač niso, ni odgovor na težave, ki jih pač ima zdravstveni sistem. Tudi so druge prakse, ki so privatne, pa se potem v bistvu se jih ne pripelje z zakonom k nekim jaslim. Ker tisto, kar je problem, a ne vseh teh ur, ki jih tako in drugače preštevamo, res je, da se zahteva 8. stopnja, potem neko usposabljanje, ampak potem so pa neke precej nenavadne rešitve za, recimo, da to rečemo, da to spada v sfero visokošolskega izobraževanja ali pa nekega zahtevnega izobraževanja, da ne bomo zdaj se pretirano zapletali. Tam se pa v bistvu dela razlika med temi, ki končajo šole, ki jih poznamo, za katere ste rekli, da so že usposobljeni ljudje, so pač klinični psihologi, psihiatri in pedopsihiatri, oni imajo predpisano neko potem še to izpopolnjevanje, pa stažiranje in vse to, in je to zelo dolgo. Medtem ko tu se pa pripelje neka učna ambulanta, v kateri lahko nekdo nekaj naredi. Ta učna ambulanta je precej nejasen pojem vizavi, recimo psihiatrične klinike, kjer lahko izvajaš neko to usposabljanje. Učno ambulanto, čeprav razumem, lahko ustanovi vsak, ki ima licenco psihoterapevta in zaprosi za soglasje ministra za visoko šolstvo, potem pa to ambulanto potrdi Ministrstvo za zdravje. To je nek precejšen in nenavaden novum. In tudi to, ne vem, zakaj je potrebno tako razlikovanje za sorodno ali pa isto dejavnost med temi 3 že reguliranimi poklici in tem, ki zdaj na novo prihaja. Na to niste odgovorili. To, da rečete, da ni možno pridobiti podatkov, mogoče res ni možno, ampak to ni opravičilo, to je pomanjkljivost tega zakona. Če jih ni možno, obstajajo načini, da se jih dobijo, mislim, takšni in drugačni. Tako da mene s tem niste prepričali, ampak ste na nek način povedali, da vam je pravzaprav za tiste strokovne pripombe, mi ne nazadnje povzemamo samo, jaz ne govorim o vsem tistem, kar si še sam mislim o tem, a ne o tistem, kar smo dobili od strokovnih združenj z tega področja in se tiče rešitev v tem zakonu. Kaj je od spredaj, od zadaj, to bo mogoče res kdo drug razčiščeval, zaradi tega pač mene glava ne bo bolela, ampak kar je pa v zakonu, je pa vredno pač resnega komentarja, in če imamo resne pripombe, mislim, da smo jih tako kot za kar je tudi Državni svet ustanovljen, dolžni sprejeti. In jaz seveda, bom rekel, verjamem kolegi staroveškemu, da pa dajmo nekaj probati, ampak to je preveč nevarno področje, da bi se nekaj probalo, pa da bi potem videli, kaj bo z zdravjem ljudi, kaj bo z diplomami, kaj bo z izobrazbami. To je preveč nevarno. Zato sem res še enkrat pred vami, da podprete ta veto, in
mogoče, če obstaja res tak velik interes, smo zdaj v nekem, bom rekel, literarno rečeno, blizu temu potencialnemu 4. branju, ne. Ker je en kup stvari razčiščenih, par jih pa ni, pa lahko predlagatelj te stvari pospravi, pa jih da v nov predlog. Kolegi iz naše komisije vam bodo z veseljem povedali, kje so stvari odprte, kaj je možno popraviti in kako bo zakon dobil tle podporo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Školc, za vašo predstavitev dodatno. Zdaj pa prehajamo na odločanje. Prosim vas za pozornost. Predtem s glasovanjem sprašujem, če kdo želi obrazložiti svoj glas. Izvolite, besedo ima Dejan Crnek. Spoštovani predsednik, kolegice, kolegi, hvala lepa za besedo. Želel sem samo povedati, da me je obrazložitev generalne sekretarke pravzaprav navdušila. Redko imamo možnost v tem sestavi poslušati tako argumentiran, navdihujoč razložitev zakona, po katerem zelo težko svojim znanjem in vedenjem nekako se zoperstavljamo temu, kar je bilo povedano. Menim, da je bilo obrazloženo, da je bil torej predlog veta obrazložen na zelo kvaliteten način. Če ne drugače, se v Ljubljani srečujemo z povečanjo potrebo oziroma tudi ministrstvo nam nalaga, da naredimo nove centre za duševno zdravje. Zdaj, zakaj imamo toliko potreb, je mogoče debata za tudi kaj drugega, zakaj toliko ljudi potrebuje tako pomoč. Dejstvo pa je, da jo ljudje potrebujejo in dejstvo je, da jih vsaj pri nas v Ljubljani ta hip tega ne moremo omogočiti vsem, ki to potrebujejo. Zato se mi zdi, da zakon, ki govori o razširitvi tudi na druga področja, v druge skupine, je zelo dobra rešitev za to, da bomo lahko čim večjim ljudem čim prej tudi pomagali. Kar se tiče pa same izobrazbe, lahko tudi iz lastnih izkušenj povem, da verjetno so te spremembe nekomu niso najbolj všeč, ker se posega še v nek mogoče vrtiček, ki za zdaj še ni bil posežen, in te spremembe vplivajo tudi verjetno na kakšno drugo dinamiko zdravstva v Sloveniji. Mislim pa, da je to potrebno, zato ker bomo lahko na ta način, se pravi, lažje pomagali tudi vsem tistim, ki to potrebujejo. Bi bilo pa vprašanje, ne samo za Ministrstvo za zdravje, ampak tudi za širšo skupnost, zakaj do tega sploh prihaja. Zakaj toliko ljudi dejansko trpi in potrebuje to duševno pomoč. Jaz seveda bom proti vetu, ker se mi zdi, da je prav, da odpiramo nove poti, da širimo znanje in da, se pravi, kot sem rekel, da se ne ponavljam, s tem pripomoremo k boljšemu servisu za naše državljanke in državljane. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Crnek. Besedo ima državni svetnik Matej Slapar. Hvala za besedo, spoštovani predsednik, kolegice, kolegi, predstavljena predstavnica ministrstva, lepo pozdravljeni. Jaz bom tudi nadaljeval tam, ker je kolega Crnek končal. Torej, moje mnenje je, da je ta zakon gotov korak naprej. Dejstvo je, da je področje aktualno in da bo teh problemov vedno več in da je področje potrebno urediti in ga regulirati in se ga lotiti čim prej. In če ste po 20 letih napora dejansko pripeljali stvar toliko daleč, da je zdaj zrela za obravnavo oziroma je bila že podprta, mislim, da je potrebno podpreti oziroma bom proti vetu, zato ker mislim, da je vsaka preventiva boljša kot kurativa. Tukaj pa se imamo občutek bolj kot ne branijo vrtički, ki so obstoječi in ki dejansko na nek način branijo svoje pozicije v tem trenutku. Dejstvo pa je, da bi pač to področje, če bi bilo urejeno, bi dejansko na nek način pomagalo lahko veliko število ljudem s preventivo, kot pa z zdravljenjem, ki prihaja po tem. Tako da jaz veta ne bom podprl. Hvala lepa za vaše mnenje, gospod Slapar. Besedo ima državni svetnik dr. Radovan Stanislav Pevnik. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, gospa državna sekretarka. V Sloveniji že več kot 20 let poteka psihoterapevtsko delo brez zakonskih pravil.
V tem času so se izoblikovale številne šole, društva, izobraževalni programi, nekateri odlični, drugi zelo, zelo vprašljivi. Toda skupna značilnost sistema je bila ta, da država ni imela mehanizma za varovanje uporabnikov. Nihče ni preverjal, kdo je usposobljen in kdo ne. Nihče ni odgovarjal, če je bila storjena strokovna napaka. In sedaj končno imamo pred sabo zakon, ki prvič vzpostavlja jasne pogoje za izobraževanje. Ni nujno, da se z vsemi temi pogoji, ki so v zakonu zapisani, v celoti strinjam. Daje licenciranje, nadzor in zakon prav gotovo ni popoln. Jaz sem v tem državnem svetu že nekajkrat rekel, da ne poznam popolnega zakona. Bistvo zakona je ta, da se ga da popravljati. V demokratičnem sistemu je to tista pot, ki pelje naprej. In zato moram reči, da ustaviti sedaj sprejetje tega zakona ni strah pred zlorabami, ampak je strah pred spremembo. In zato jaz veta nikakor ne bom podprl. Pa poudarjam, vem, da ima zakon pomanjkljivosti. In državni svet, kolega Staroveški, ima tudi druge načine sodelovanja pri pripravi zakona, kot je 4. branje. Državni svet ima pravico vložiti novelo zakona. In če menite, da so napake res tako velike, da nujno potrebujejo popravke, organizirajmo skupino, pripravimo novelo zakona in jo vložimo. Gospod predsednik, hvala, ker me edinega redno in skrbno spremljate v 2 minutah. Hvala lepa za vašo duhovito pripombo. 2 minuti in 32 sekund ste govorili, tako da tako kot ostali. Sprašujem naprej, če želi še kdo obrazložiti svoj glas. Hvala lepa. Torej, na glasovanje dajem predlog zahteve Državnega sveta skupaj, Državnega sveta, še naprej. Torej, na glasovanje dajem predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu o psihoterapevtski dejavnosti EPA 2061 do IX. Glasujemo. Glasovanje poteka. Za je glasovalo 13 državnih svetnic in svetnikov, proti 11. Ugotavljam, da je veto sprejet, oziroma ugotavljam, da je predlagano zahtevo Državni svet sprejel.